Sem Benjamin Siter iz Svetopisemske družbe Slovenije, pa me zanima, če ste se tudi vi že kdaj v življenju znašli v kakšni temni, kritični situaciji. Meni se je to zgodilo približno pred letom dni, ko sem pri neprevidnem delu s cirkularjem si skoraj odtrgal prst oziroma odrezal prst in sem ga obdržal samo zaradi zares odličnega kirurga. In v tistih trenutkih vožnje v bolnico se spomnim, kaj mi je rojilo po glavi. To je bila misel, njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Misel, ki je vzeta iz pisma Rimljanov, iz Svetega pisma. Veste, mi Slovenci smo en zelo dobrodelen narod, ki radi pomagamo ljudem in prav je tako. In žal je med nami čedalje več takšnih, ki potrebujejo pomoč, tudi na teh najbolj osnovnih ravneh, se pravi prehrana, oblačila in tako naprej. Ampak pri teh ljudeh, kot pri vseh nas, je pomembno tudi to, kaj njim roji po glavi, kakšna je njihova mentaliteta, v čem je njihov vir upanja. Kot kristjani verjamemo, da je Svetopismo knjiga, ki je nabita s smislom in je nabita z upanjem, ker nam sporoča, da ljudje nismo samo plod nekega brezveznega naključja, da nas je ustvaril nekdo, ki nas ljubi, ki nas je postavil v ta čas in ta prostor z nekim namenom in da ima vsak od nas neko določeno poslanstvo v življenju. In prav to sporočilo novega upanja prinašamo pri Svetopisemski družbi s pomočjo naših dobrotnikov že 8 let v projektu Luč v temi. Ljudje darujejo zato, da potem lahko podarimo Sveta pisma ljudem, ki so se znašli v najbolj temnih življenjskih situacijah, pa naj bodo to zaporniki, odvisniki, mamil ali kdorkoli drug. Lansko leto smo zaradi vaših darov dobrotnikov Božje besede podarili 240 in več svetih pisem, 240 izvodov teh manjših knjižic, ki prinašajo to isto sporočilo upanja in tudi mi upamo in verjamemo, da boste s svojim darom se tudi vi letos pridružili tej kampanji Luč v temi in boste darovali. Tule spodaj boste našli povezavo oziroma podatke, s katerimi lahko prispevate. Naj povem, da okvirno, če zmorete dar 20 evrov, to pomeni, da na ta način podarite eno celotno svetopismo nekomu. Če želite to vrstno Božjo besedo podarjati vedno znova kot reden dobrotnik Božje besede, pa tule zgoraj najdete knof Podari. Tam boste našli vse možne oblike sodelovanja in po prijavnici vas bomo potem sprejeli v družino dobrotnikov Božje besede. Lepo vas pozdravljam, želim vam obilo Božjega blagoslova, novega upanja v teh božičnih in predbožičnih dneh in pa seveda v novem letu.